Lep pozdrav še z komentatorskega mesta, kjer bo Maribor torej odigral še zadnjo domačo tekmo v jesenskem delu prvenstva in je vsekakor absolutni favorit na tekmi proti Krškemu. Gre za dvoboj prve in zadnje uvrščene ekipe letošnjega prvenstva, čeprav jih ni malo tistih, ki Krškega prav gotovo niso pričakovali na zadnjem mestu, a takšna je pač realnost. Viler lepo proti Piklerju, Pikler je lepo odložil proti Mešanoviću, v zadnjem trenutku se je na to izkazal Slavko Brekalo, spet je nevarno, Maribor grozi in odlična obramba Marka Zalokarja. Sprejel žogo, takoj oddal naprej proti Klinarju, Tavares lepo proti Zahoviću, Zahović, še vedno Luka Zahović, prišel je do strela in le za las mimo vrat. No, če je bilo govora pred tekmo tudi o petardi, ki bi jo Maribor lahko danes ponovno priredil Krčanomu, krasna podaja proti Vukošiću, Vukošić 1-1 proti Piriću in ta zadnji dribling je bil odveč. Izvajalec Mitja Viler, tu bi se povsem strinjal z našim strokovnim gostom Andrejem Kvasom. Velika priložnost, obramba Volariča. Zdaj ponovno minute, kjer so Mariborčani bistveno bolj pripravljeni in to je zdaj zadetek za vodstvo. Luka Zahovićem. Poglejmo si to akcijo še enkrat, to je bila odlična podaja. Volarič tam lahko poda proti Ristovskemu. Nekaj časa je trajalo, da je žogo spravil do mladega makedonskega reprezentanta. Ali lahko tu kdo poskuša strelom? Kordić je tisti, ki poskuša in z obrambo se je moral izkazati Kenan Pirić. Zahović, dovoljeno mu je bilo obrniti se. Zahović podaja lepo proti Santosu, to je zdaj nova priložnost. Ali je to zadetek Markosa Tavaresa? Je, kajti stranski sodnik ni dvignil zastavice. Moram pa priznati, da dvomim, da je bil prav zares v dobrem položaju. Se mi zdi, da je nekako zamujal. Morda se motim, morda bo ta počasni posnetek pokazal, da se motim. Zdaj Pikler prišel do žoge, lepo, Ander, ali je to prepovedan položaj Tavaresa? Očitno ne, vratnica in gol Piklerja za 3-0. Zdaj je stvar jasna. Maribor je, mislim, da s tem postavil piko na i. Tako je, to tako radi uporabljate, to trpelj. Nogomet je enostavno tak, da se včasih zgodijo tudi take tekme, ko v prvem polčasu težko prebiješ nek kvaliteten blok nasprotnika. Mi nismo bili sproščeni, premalo razpoloženih igralcev v prvem polčasu, v drugem polčasu bistveno drugačna slika, ko so fantje res igrali dobro in od prve minute drugega polčasa takoj neka priložnost, pritisk in mislim, da smo zasluženo zmagali. Ja, dejstvo, da smo danes poskušali delati nekaj novega v obrambi in to tudi išče disciplino do samega konca tekme. Pač 60 minut mislim, da smo dobro stali na igrišču, potem je prišlo do določenih pomanjkljivosti v fazi obrambe. Normalno, Maribor je definitivno odlična ekipa in iskoristi vsako napako nasprotnika.